Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, najprej vas želim lepo pozdraviti in se zahvaliti za vabilo na tale dogodek, na to mašo in potem na druženje. Vesel sem, da sem lahko z vami kot Igor Jereb, duhovnik in hkrati kot policijski vikar. Želim pozdraviti še posebej svojce pokojnih, vse domačine, potem veterane, visoke goste iz lokalne in državne ravni, člane Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in vse druge, ki ste tukaj. Zbrani smo skupaj pri pomembnem dogodku na začetku. To je sveta daritev, priznanje Boga, priznanje našega mesta v svetu. Želimo izraziti prošnjo, želimo moliti za pokojna Miroslava Molka in Antona Žaklja najprej, potem želimo moliti za vse padle, za vse žrtve vojn, za pokojne policiste in vojake. Molili pa bomo tudi za to, da bi vsi, ki živimo v Sloveniji, posebej pa tisti, ki so na mestih, kjer to je še bolj mogoče, da bi vsi skupaj delali za blaginjo Slovenije in za strpnost in za mirno sobivanje. Torej, Boga bomo prosili za odprtost src, da bi nam navdihnil prave misli, prave odločitve v pravem trenutku. Na začetku svete maše iskreno obžalujmo vsak svoje grehe, da bomo lahko s pravimi odprtimi srci tukaj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje,
da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.